Minulo soboto so nam končno razkrili menda najbolj varovano skrivnost pred volitvami in ne, to ni odgovor na vprašanje, kaj bo počel Borut Pahor, ko ne bo več predsednik. Pač pa program Gibanja Svoboda. In kaj je v tem programu, tlele imam alineje, ne, to je scenarij. V glavnem, zeleni prehod, digitalna preobrazba, več denarja za zdravstvo. A ne obljubljajo tega vsi po vrsti? A se sam meni zdi, da so ti programi kot domača naloga, ki so vsi prepisali tiste iste sošolke? Dajmo pogledati, kaj prav pa strokovnjak. Ni na zgolj 7 straneh nek nabirk dobrih pobožnih želja. Če pa gremo na negativno stran, bi pa vendarle svetoval, da bi morda si še vzeli vsaj 2 tedna več časa, čeprav realno ga najbrž niso imeli, ne, da bi program dobro prebrali, kaj se jim je vse zapisalo v ta program. Ok, zdaj pa razumem. Poznam občutek, kaj pišeš v časovni stiski. Trenutno li pišem en roman, pa lovim rok. Bog ve, kaj se mi je vse zapisalo ta roman. Ampak dajmo pustiti pisateljske muke. Poglejmo, kaj je Robert Golob na konvenciji povedal. V uvodnem nagovoru nekdanji šef GEN-I-ja ni šel mimo kritike aktualne oblasti. Nepremišljenost in zbeganost, potem nedomišljeni ukrepi in na koncu popoln razpad sistema. Zbeganost. Tako Golob od vladi, kaj pa predsednik vlade o Golobu? Vsi novi obrazi, ki jih običajno lansirajo tik pred volitvami in ki se pojavijo kot nekdo, ki mu ni možno nič očitati, lahko sežejo toliko daleč, kot razdrobljene levičarske stranke pustijo prostora. Gospodu Janšu se novi politični obrazi zdijo kot instant moda. Poceni kupiš, enkrat oblečeš, pa ti pa gužvo dela v omari. Ampak gospod Golob ima na kandidatni listi vsaj enega zelo močnega aduta. Ne verjamete? Dejan Zavec. Madonna. Jaz upam, da imajo v SDS pripravljeno taktiko za tak izziv. Dajmo pogledati, kaj pravi njihov predsednik. Mi ne govorimo o tem, mi delamo za to, da bo rezultat čim boljši. Borili se bomo do 7 zvečer v nedeljo 24. aprila. Okay, očitno bo naslednji mesec dolg in naporen. Padali bodo boleči udarci in glede na nivo slovenske politike jih bo kar nekaj pod pasom. Nekoliko bolj nežno taktiko pa so obrali v Novi Sloveniji. Nasprotnikov se bodo namesto s trdnimi argumenti lotili s kavo. Zato so odprli predvolilno kavarno. Vrata so odprta za vse. Tisti, ki nas podpirajo, pa tudi tisti, ki nas ne. Morda jih prepričamo. A to bo zastonj? Pa se lahko obetajo dober obisk. Slovenci tradicionalno veliki ljubitelji brezplačnih stvari. Gremo recimo kup 2 para čevljev, ki jih ne rabimo, dobimo 3. zastonj pol. Pri konkurenci so zato zaskrbljeni in iščejo rešitve. Kraševec Bandelli iz SAB je tako predlagal volilni vinotoč, v Levici pa se nagibajo k volilni študentski pivnici. Plemeniti Zmago, ki poslanske kolege rad obdari s steklenico tamočnega, pa naj bi pripravil volilno žganje kuho. Kdo bo bolj uspešen, je težko napovedati, lahko pa predvidevamo, kako se bo končal. Vsekakor bo zjutraj veliko kandidatov za kavo pri Toninu. Zdaj pa dovolite, da parafraziram prvega predsednika. Danes so dovoljene sanje, jutri so volitve. Tako je, Jure, bravo. Sporočite svoje želje kandidatom in lahko ste prepričani, da me jih bodo obljubili, da jih bojo izpolnili takoj, ko bojo izvoljeni. Skupina mladih jim je tako pisala, da nimajo stanovanj, in že se je zgodila javna tribuna s precej zvezdniško zasedbo. Poglejmo si nekaj obljub. Odločno podpiramo, zgradili bomo 30.000 stanovanj, najemniških primarno, neprofitnih primarno. Ko boste imeli svoje stanovanje, boste odplačevali obrok kredita namesto visoke najemnine. In s tem aktivirati ta kapital, da bomo z njim gradili stanovanje in drugo infrastrukturo. Tega kapitala je pa 25 milijard evrov na bankah. Hudo frizuro, meni pa salat. Lepo je slišati, da zdaj več pričakujete, da bom rekel, zapomnite si, kar so obljubili in jim na volitvah čez 4 leta, ko še vedno ne boste našli stanovanja, ki si ga lahko privoščite, izstavite račun. Ampak ne bom. Vsi imamo čas radi pravljice in pred volitvami je tisti čas, ko jih prepovedujejo politiki. Ne vsi pogledati še en odlomek z te tribune.
Moramo pokojninski sistem vzpostaviti tako, da bo na eni strani za tiste, ki delajo in plačujejo, zagotovil primerne pokojnine, seveda pa z socialnimi transferi, varstvenim dodatkom, ki bo avtomatski in bo preprost za dobiti, poskrbeti za tiste, ki niso zmogli poskrbeti za sebe in delati. Deluje, ne? Lahko noč volilci. In ker so volitve blizu, se bencin čudežno pocenil, upokojencem obljubljajo višje penzije, Primorci sanjajo o drugem tiru, Štajerci pa o bonih za vino. Jaz pa v tem, da lahko končno koristno uporabim vsa darila, ki jih dobivam. Že od zanj, če veste. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.